Namen današnje tiskovne konference je mogoče malo širši, kot je bil napovedan. Ne glede na to pa mislim, da dogodki v zvezi z našim največjim in edinim pristaniščem, ki je strateškega pomena za Republiko Slovenijo, seveda zahtevajo poseben pristop in posebno obravnavo, kakor seveda zahteva poseben pristop in posebno obravnavo tudi krč, ki se dogaja na področju celotne prometne politike v zadnjih letih. Večina problemov v tej državi, ki jim že nekaj časa nekako ni videti rešitve, je posledica na eni strani pomanjkanja odgovornosti in na drugi strani omejenega oziroma nedelovanja pravne države. Mislim, da sta to temeljna problema, iz katerih izhaja vse ostalo, zaradi tega samo obžalovanje glede stavke v Luki Koper, ki smo ga včeraj slišali iz ust premierja gospoda Boruta Pahorja, ne bo dovolj. Potrebno bo prevzeti odgovornost v polni meri. Stopamo namreč v drugi teden, ko se v Luki Koper ne uspe najti ustrezne rešitve. Skoraj 10 dni smo potrebovali, da smo bili deležni odziva pristojnega ministra za promet Patrika Vlačiča in vlade glede dogajanj v Luki Koper in glede problemov, ki nastajajo v predoru Karavanke in še kje. In odzivi, ki smo jih poslušali, mislim, da niso taki, ki bi šli po poti rešitve problemov, pač pa jih na en način omiljujejo, na drugi strani pa celo zaostrujejo. Luka Koper je, tako kot sem dejal, strateškega pomena za našo državo, zaradi tega tiščanje glave v pesek in prelaganje odgovornosti na druge ne more razbremeniti odgovornosti, ki jo ima v prvi vrsti minister za promet, dr. Patrik Vlačič, z njim pa seveda tudi celotna Pahorjeva vlada. Pri stavki v Luki Koper gre pravzaprav za zaščito pravne države. Toliko mogoče v odgovor tistim, ki razlagajo, da je stavka nepotrebna. To je enako, kot bi dejali, da je pravna država nepotrebna. In namesto, da bi uprava in nadzorni svet storila vse za spoštovanje prava in odpravila probleme, ki so nastali zaradi tega, ker pravo ni bilo spoštovano, so se v bran tej pravni državi postavili delavci. Da bi to razumeli, mislim, da je prav, da vam povem par od teh zahtev, ki smo jih imeli priliko brati v medijih v zadnjih dneh. Recimo ena od zahtev je, da na dvigalih lahko delajo samo redno zaposleni v Luki Koper. Gre za najbolj zahtevna in najbolj odgovorna dela in po moje je to normalno upravičenje in normalno pričakovanje. Ena izmed zahtev govori o takojšnji izločitvi traktorskih prikolic, ki niso opremljene z zavorami. Se vam mogoče tu zdi problem, ki se ga ne bi dalo urediti oziroma ki bi moral biti urejen, brez da se v en izmed zahtev do tega opredelijo stavkajoči oziroma zaposleni. Če bi pravna država delovala, take zahteve gotovo med njihovimi zahtevami ne bi bilo. Potem je ena izmed zahtev vsa vodstvena dela in upravljanje z luškimi lokomotivami naj upravljajo samo zaposleni v Luki Koper. Ja, kdo pa? A naj pride kdo iz vlade mogoče pomagati te lokomotive voziti? Minister ali pa državni sekretar? In seveda ena izmed bistvenih dostojno plačilo za opravljeno delo oziroma preprečevanje izkoriščanja pogodbenih delavcev, ki za Luko delajo preko posrednikov. Torej, mislim, da je ta zahteva ena izmed tistih, ki mora biti uresničena v polni meri in ki je uresničena lahko zelo hitro, vkolikor se pravo in pravna država spoštuje. Tako da morate priznati in se strinjati z mano, da nekatere od teh zahtev se slišijo zelo čudno, celo za Slovenijo. Torej, delavci in sindikati so bili tisti, ki so se postavili v bran pravni državi, popolnoma drugače pa se je odzvala uprava in pristojni, ki za gornje probleme seveda nosijo največjo odgovornost. Kar je največji absurd oziroma ironija pa je to, da bo predsednik uprave neke vrste mediator reševanja sporov med delavci, ki delajo preko posrednikov,
mislim, da ne rabi biti noben mediator. Enostavno naj te zaposlene zaposlijo v Luki Koper in problem bo čez noč rešen. Res pa je, da bo marsikateri od teh posrednikov ostal brez kar precejšnjega zaslužka. Torej, prav je, da se vsi, ki delajo v Luki Koper, postavijo v isti položaj, da imajo enake možnosti in da seveda dobijo tudi dostojno plačilo za opravljeno delo. Zelo težko bo te probleme rešila uprava, ki jih je povzročila. Zelo težko, verjetno nemogoče. In izgleda, da pristojni, ki bi lahko odločili o tem, nimajo pred očmi predvsem interesov našega gospodarstva, ki zelo čuti te skoraj 10-dnevne stavke Luke Koper, pač pa neke druge interese, bojim se, da interese peščice posameznikov, ki grejejo fotelje v tej največji luki, brez da bi znali na učinkovit način upravljati in gospodariti z njo. Kajti očitno so vse dobičke doslej kovali predvsem na plečih tistih, ki imajo najmanj, kajti če je problem plačati nekoga dostojno in če se išče vir zaslužka v razliki med nekaj evri urne postavke, potem gotovo to ni pravi način in pravo gospodarjenje, pač pa govori o nekem drugem sistemu, v katerem Slovenija ne bi več smela biti del tega. Problem je tudi, da je uprava se postavlja v pozicijo, da so zaposleni oziroma stavkajoči njeni sovražniki, ne pa njeni partnerji. Zaposleni, kolektiv v vsakem podjetju so partnerji uprave, so partnerji vodstva, direktorjev in z njimi je treba normalno sodelovati in delati. Vsaka uprava, ki se bo postavila v tako pozicijo, kot se je postavila uprava v Luki Koper, da je zaposlene oziroma stavkajoče postavila na stran sovražnika, ne more doseči nekega pametnega oziroma ustreznega predloga in tudi zaradi tega mislim, da smo priča temu, da se ta stavka in ta agonija vleče že skoraj 10 dni. Sem trdno prepričan, da bi z odločnimi ukrepi, ki bi jih morala na eni strani sprejeti pristojni minister za promet dr. Patrik Vlačič, vlada. Vi veste, da imamo KAD, SOD, Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, nadzorni svet družbe, skratka celo vrsto ljudi, ki so dobro plačani in ki bi morali ta problem rešiti nemudoma takoj, ko je nastal ali pa še predno je prišel do te mere, da je bila sprožena stavka, da bi ta problem, ki je nastal v Luki Koper, bil rešljiv v enem dnevu. Žal tudi včeraj nismo bili nič bližje rešitvi, pač pa se bojim, da se bo ta agonija še nekaj časa nadaljevala. Drug problem, s katerim je bila javnost soočena v zadnjih dneh, je pa začasna zapora predora Karavanke. Ne moramo verjeti, da minister za promet ni vedel, kaj se bo zgodilo. Ne moramo verjeti, da tega ni vedel pravočasno. Lahko pa verjamemo, da se ni bil pripravljen soočiti s posledicami tega, kar se bo zgodilo, kajti posledice bodo nosili avtoprevozniki, preko njih pa celotno slovensko gospodarstvo. Tako v primeru Luke Koper, kot v primeru predora Karavanke, gre na nek način za povezane stvari. Gre za en del prometne politike, ki je zelo pomembna za našo državo. Ustrezna prometna politika je zelo pomembna za našo državo, za razvoj gospodarstva in seveda za nadaljnje delovanje in razvoj našega največjega oziroma edinega pristanišča. In dr. Patrik Vlačič kot pristojni minister je seveda zelo vse to dobro vedel, še posebej v luči dejstva, da mora biti z varnostnega vidika predor Karavanke ustrezno urejen najkasneje do leta 2019. Torej, če bi se lani ali pa predlani začelo pristopati k reševanju tega problema, vprašanje, če bi lahko bil ustrezno urejen do leta 2019. In gotovo so vse to razlogi, ki so botrovali nasprotni strani, da enostavno naši prometni politiki ni zaupala in zaradi tega uvedla neprimerne in enostranske ukrepe. Tudi ti bi lahko bili odloženi, vkolikor bi minister v pravem času in v pravem trenutku ravnal drugače. Včeraj slišimo pomirjujoče izjave o tem, kako je bil dosežen nek kompromisni predlog z našimi avtoprevozniki.
Jaz mislim, da ne gre za to, da je potrebno doseči kompromis z našimi avtoprevozniki, pač pa je potrebno zadevo urediti z avstrijsko stranjo. Avtoprevozniki so tukaj samo žrtve tega neustreznega in nerešenega problema. No, očitno ta kompromis ni bil ustrezen, ker še danes ne vemo, ali se bodo zgodile napovedane zahteve in blokada Slovenije v celoti jutri zjutraj ali ne. Torej, tako kot sem povedal na začetku, čas je za prevzem odgovornosti, čas je za prevzem odgovornosti v celoti. Normalno bi bilo, da v prvi vrsti odgovornost prevzamejo tisti, ki so na najvišjih položajih, od katerih odločitev so odvisne tudi odločitve vseh drugih na nižjih nivojih. In v tej luči mislim, da je čas, da minister za promet, dr. Patrik Vlačič, prevzame polno odgovornost in odstopi.